Bog daj vsem lep dober večer. Ta večer bo bogat za vsakega izmed nas. Ta večer je tudi naša dolžnost. Ta večer nam kaže tudi naše spoštovanje. Ta večer nam pokaže, da spoštujemo, cenimo tudi preteklost. Zavedajoč se, da človek, ki ne pozna preteklosti, ne more ustvarjati sedanjosti, še manj prihodnosti. Mi smo ob tem velikem dogodku, ob 100-letnici združitve Prekmurja z matično Slovenijo, vsi dolžni zavezani, da spregovorimo, da razmišljamo, da na nek način srce odpremo, ne samo da govorimo, ampak da srce odpremo za preteklost in srce odpremo za to, da bi lažje ustvarjali tudi lepšo, pravičnejšo, sodobnejšo sedanjost, takšno sedanjost, ki ne bo onemogočala korakov naprej, ampak sedanjost, ki je garancija lepše prihodnosti. Vse vas posebej pozdravljam, najprej gospod županjo, poslanca Horvata, predstavnika cerkve, vse, ki ste tukaj se zbrali, lepo pozdravljeni. Sebe pa pozdravljam tiste, tri, ki bodo sodelovali pri tem večeru, kulturnem, bogatem in zavedajočim večeru. To je najprej dr. Andrej Hozjan, docent na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Potem drugi, ki bo predstavljal na nek način bolj prelekijo, to je profesor zgodovine Franci Čuš z Jurija ob Ščavnici, profesor v Ljutomeru gimnaziji. In tretji, ki bo predstavljal Klekla, to je gospod Zver, dr. Zver Stanko, ki je na nek način najbolj poznani, kompetenten, da spregovori v Kleklu, saj je v njem napisal doktorsko disertacijo, ki je zdaj tudi v zadnjem času išla primerna in bo tudi prejastlej na razpolago vsem, ki želite. Pogled moj zaljave pošilja pozdrave, hižički domačoj in cerkvici farnoj. Obimam ljubezni obet, pozabidvaj srce ne ve. Slovenska krajina, mili moj dom, pozabote nikdar, nikdy ne bom. Najprej bo spregovoril gospod Hozjan, nekako najprej stavi na splošno, tako smo se zmenili, zgodovino Prekmurja, malo zgodovine, kdaj se začelo, kulturo Prekmurja, versko stanje in tudi gospodarski razvoj. Vsak ima 20 minut časa, vsega ne bo mogel povedati, kar zna. Nekaj boš povedal. Prosim lepo. Hvala lepa tudi vsem za udeležbo, predvsem pa najlepša hvala za povabilo občini Črenšovci in županji gospe Markoja. Da pa ne bi res tratil časa, grem kar k tistemu, kar bi rad povedal iz preteklosti, pa ne samo našega najožjega področja občine Črenšovci, ampak nasplošno o prekmurskem prostoru, ki ga v historičnem razvoju jaz gledam od reke Rabe do, bom rekel, Mure pri Petišovcih, Murskem Središču in tamle še naprej, skratka celoten prostor, ki je imel zelo zanimivo, zelo samo svojo historično razvojno pot, da so tukaj ljudje živeli že vsaj v mlajši kameni dobi, nam pričajo najstarejši, na novo odkriti tudi arheološki
artefakti, arheološki preostanki, s katerimi se je vedenje o naši pokrajini obogatilo v zadnjih 2 desetletjih. Seveda ob gradnji avtoceste je tukaj prišlo na vrsto izjemno število novih odkritij. Ta odkritja, kot vidite, se še kar naprej vrstijo, čisto nazadnje, a ne pred nekaj tedni v Tišini, kjer so odkrili sploh najstarejše sledi trdne slovanske poselitve z slovanskimi zemljankami iz začetka 7. stoletja. Kar pomeni, da je ta prostor od mlajše kamene dobe naprej bil poseljen na več mestih. Nekaj bi pa še najprej seveda rad povedal o samem prostoru, kako je pač naravno geografsko izgledal, da ne bi namreč mislili, da so ta čudovita polja, te čudovite gorice bile že od nekdaj. Ni bilo tako, a ne, če bi recimo nekoga z nekim časovnim strojčkom, kot pravijo na Radiu Maribor, vrgli pred kakim tisočletjem semle v pokrajino in bi bil navajen na današnji izgled, bi se seveda zgrozil, kajti pokrajina je bila izjemno gozdnata, prepredena z takimi drugačnimi vodotoki. Tisti glavni vodotok je seveda bil Mura. Ta rečna žila je tudi izjemno oblikovala to pokrajino, kajti presekala je tisto, čemu danes rečemo Ljutomersko-Ormoške gorice in pa današnje Lendavske gorice, ki so nekoč bile enovit takle grečevnati hrbet, pa je vmes kot mlajša si utrla reka pot in je zaradi tega nastala na primer na lendavski strani malo večja kislina v zemlji kot v ljutomersko-ormoškem delu, pa so zato tudi vina čisto drugačnega okusa. In oboje dobro, da se na vsak način strinjam. In torej, v čisto vsakega historičnega obdobja imamo tukaj ostanke, ki se ponekod izjemno vrstijo. V antičnem času, interesantno je bilo pa tehle ostankov, je bilo teh prisotnosti človeka sorazmerno manj. Vemo pa, da je pokrajina že tedaj bila prehodna, torej da so po njej prehajali ljudje z vzhoda na zahod in obratno tudi iz matičnega prostora italskega polotoka tule semle na vzhod. Kakor hitro pa potem gremo iz konca, kot rečeno, antike v začetke zgodnjega novega veka, pa se z zadnjimi odkritji ta odkritja začno vrstiti, pravzaprav se celo že prehitevajo, sedaj v zadnjih par desetletjih. Zanima me, kaj se bo seveda še iz slovanskega obdobja, staroslovanskega našlo še več, zagotovo pa se bo, vse se bo v Prekmurju še vedno kaj gradilo. In nekje po pripadnosti seveda je ta prostor spadal od nekje 1. stoletja našega štetja naprej v sklop rimskega cesarstva. Ko to v poznem 5. stoletju zamre, je tukaj prehoden čas, ki pa se zelo hitro zaključuje z trdno naselitvijo prvih slovanskih, bom rekel, rodov, ki so si ustvarjali tukaj take in drugačne naselbine. Potem sledi čas seveda težkih preizkušenj, ki so se kazala v prehodu raznih etničnih elementov, ki jih ne poznamo, ki so vsi skupaj po vrsti bili samo uvod v tisto, kar je potem sledilo od nekje 60-ih, 70-ih let 9. stoletja, se pravi, izjemno nagel prihod madžarskih plemen. Dotlej je tukaj nastala že prvotna kulturna krajina. Prostor je zagotovo bil sestavni del Kocljeve in še prej Pribinove kneževine. Čeprav o tem nimamo prav nikakršnih dokazov, tudi tisti lokaciji cerkvi v Buzinici in pa Lendavski vesi sta dokaj nejasni oziroma zelo nejasni, tako da jih ni mogoče s tem ne spravljati. Ampak potem pride pa, kot rečeno, madžarski čas, ki se z letom 1000 premakne v kvaliteto novoustanovljene madžarske kraljevine, države, ki pa tedaj leta 1000 z prvim kraljem Štefanom nikakor še ni obsegala
današnjega prekmurskega prostora. Tako da je tukaj bil zopet nek prehoden čas, ko je to ozemlje bilo nikogaršnje in šele čez kako stoletje, a ne tam ne tik pred letom 1100 ali pa par let pred letom 1100, je ta prostor dokončno vključen v madžarsko kraljevino madžarsko. Jaz zanalašče ne govorim ogrska, ker ta izraz mi nekako ne gre. In naslednjih 819 let, prosim, tudi ne želim pretiravati za tistim tisočletjem, tako kot se kar lepo lahko miselno zapiše v raznih medijih pa knjigah, a ne, ja, tisočletje smo bili pod Madžari in pa tako dalje. Prvič pod Madžari je bil marsikdo drug še, a ne, drugič pa, a ne, je tole bila kakorkoli tukaj ogromna močna država. Torej od leta 1100 do 1919 je ta prostor v konkretno sklopu madžarske kraljevine, madžarske države, ki ima tukaj obmejni prostor, tukaj si ustvarja svoje, ne bom rekel obmejne, ampak celo stražne, a ne kot mejno-stražni sistem stražne postojanke, iz katerih se bodo potem čez kako stoletje, tam do konca 12. ustvarila prva, bomo rekli, malo močnejša mikrolokalna središča in sicer na potezi od reke Rabe, tudi Monošter je recimo bil tako stražna postojanka, prek Goričkega, zagotovo je taka postojanka bila v Gornji Lendavi, naprej do Murske Sobote in pa potem do Dolnje Lendave. Od začetka 13. stoletja imamo tukaj potem že jasne dokaze o osebni lastnini enih velikih zaključenih zemljiških področij, ki jim bomo čez kako stoletje že rekli zemljiška gospodstva. Ustvari se jih 5, ne bom jih našteval, ampak med njimi je bila tudi zanimivo zelo pomembna cistercijanska opatija, se pravi samostan v Monoštru oziroma madžarsko St. Gotthard, leta 1183 ustanovljena, ki je na primer dobila od krone izjemno ozemlje, tako nad kot tudi pod Rabo in je obsegala na primer kakih 80 današnjega še slovenskega Porabja in potem še nekaj vasi celo v današnji Sloveniji, pa potem gospodstvo Dobra, to je današnji Neuhaus v Avstriji, pa Gornja Lendava, pa je tukaj Murska Sobota, tako imenovano otoško ozemlje z centrom na Petanjcih. Potem je vmes prišla županijska meja, županija je bila upravna enota v okviru Madžarske vse do naših usodnih dni tukaj v letu 1919, torej sistem regionalnega administriranja, a ne, madžarska država je torej regionalizirana že, kaj bom rekli sedaj, pravzaprav tisočletje in se ne rabi več regionalizirati. Celotno Dolnje Prekmurje pa je pokrivala sprva dvojna posest z centroma v Črncu, to je današnje Turnišče, in pa v Dolnji Lendavi, potem sta se tile dve posesti združili in tako je do nekje konca srednjega veka tale prvotna administrativna ureditev Prekmurja v osnovi urejena. Točno se ve, kdo je tukaj bil lastnik. Ti lastniki so pričeli že v 12. stoletju semlje kolonizirati, s tem, da so od krone očitno imeli napotek, naj semlje ne kolonizirajo kogarkoli, ampak so kolonizirali skorajda izključno slovansko prebivalstvo. Tega je v tako ogromni državi, kot je bila madžarska kraljevina, še kar nekaj ostalo. Zagotovo torej Madžari niso kar tako naslepo pobijali tukajšnjega slovanskega prebivalstva, ampak so dobro vedeli, da jih lahko bolje uporabijo za služinčad, za torej, a ne, tale nižja dela. Z naseljevanjem, z kolonizacijo semlje na širok prostor, ki bi ga recimo lahko pogledali od Donave pa dol celo do Slavonije, z kolonizacijo direktno slovanskega prebivalstva iz vseh vetrov, iz notranjosti, pa so dosegli še kaj. Pa je krona, a ne, dosegla, da je s tem ustvarila nekak živi zid pred morebitno nevarnostjo so strani Svetega rimskega cesarstva.
To se je že v 11. stoletju tudi parkrat zgodilo, pa potem še enkrat. Skratka, slovanska kolonizacija tukaj zelo širokega pasu od Rabe pa dol v Slavonijo ni bila kar tako naključna, ampak je bila zelo, zelo načrtno narejena. Samo še v enem primeru je prišlo po naslednjih stoletjih do res močne kolonizacije slovanskega prebivalstva sem v tale dolg obmejni pas in to se je zgodilo v 16. stoletju na področju današnjega osrednjega in pa severnega Gradiščanskega oziroma Burgenlanda, kamor so tamkajšnji posestniki načrtno začeli naseljevati Hrvate iz okolice, torej pod Karlovcem, se pravi predvsem iz področja Korduna in pa še Banje. Zakaj to? Tamle seveda so bila področja že povsem v zgodnjem 16. stoletju opustošena od osmanskih vpadov, tukaj, a ne pa je tale gradiščanski prostor bil še zelo, zelo neposeljen, tako da je tamkajšnji lastnik, ki ga kar poznamo, to je bil Batjani, zelo s temle naseljevanjem ubil pravzaprav 2 muhi na en mah. Kar pa ne pomeni, da se tudi v naslednjih stoletjih semle v Prekmurje, recimo in Parabije, niso še vedno znova priseljevali, predvsem slovanski prebivalci iz raznih vetrov. Kako to vemo? Kateri priimek je danes najpogostejši tule v Prekmurju? Zagotovo Hrvat. To je bil priimek, ki ga seveda niso imeli ljudje, ko so prihajali semle že, torej ob trenutku prihoda, ampak so ti ljudje prihajali, kot rečeno, predvsem z hrvaškega področja obeh hrvaških kraljevin Slavonije in Hrvaške in ta priimek Horvat, kot tudi recimo Novak, pa Nemec, pa Vogrin, pa takole, to so priimki, ki jim jaz rečem nalepke, namreč nekdo je prišel iz neke druge okolice, kakor hitro je odprl usta z domačini, je dobil nalepko na hrbet, ti si Horvat. To je to. To se potem ohranilo skozi stoletja in ta kolonizacija, tale nenehen prihod tega slovanskega, a ne slovansko govorečega prebivalstva traja tamle praktično do danes. In zato se ti arhetipi, a ne, ki jih lahko prepoznamo tudi po priimkih, lahko prepoznavajo vsaj iz zadnjih 400 let. Kaj je to pomenilo? To je pomenilo, da se je tukaj že obstoječe slovansko prebivalstvo nenehno obnavljalo, regeneriralo z novimi in novimi prišleki, predvsem iz slovanskega prostora. To ne pomeni, da niso prihajali tudi drugi. Prihajali so seveda tudi v poznejših stoletjih tudi nemško govoreči, tudi Madžari, jasno, a ne, prihajalo je nekaj Italijanov, prihajati so začeli od začetka 18. stoletja tudi Judje z gradiščanskega prostora, ampak največji del pa je bil tegale slovanskega prebivalstva, ki je pa z naselitvijo tukaj v toku 2, maksimalno 3 generacij, se pravi v kakih 80 letih doživelo asimilacijo, se namreč prilagodilo tukajšnjemu arhetipsko staremu dialektnemu jeziku, ki ga jasno lahko imenujemo prekmursko-slovenski, in je ta prostor torej deloval tako, kot čeprav v mnogih drugih primerih. Zelo podobni procesi se dogajajo v raznih delih Slavonije ali pa recimo v Podravini, pa tudi recimo na področjih, kjer danes poznamo tako imane bele Hrvate, tamle do češkega pa do slovaškega, seveda, ja, ne, procesi so zelo podobni in deluje tale prostor od Rabe navzdol kot nekakšen, bi rekli, koliko je to, 1100 kvadratnih kilometrov, majhen talilni lonec za vse tiste slovanske prišleke, ki prihajajo sem in kot rečeno se v roku 2, maksimalno 3 generacij, kaj dajmo reči, asimilirajo, podredijo temu tukaj govorečemu dialektu in se seveda vklopijo v tole in postanejo, recim piši, Prekmurci. Slovansko ali pa slovensko govoreči. Vse skozi so tukaj jasno že od 11. do 12. stoletja prisotni Madžari in sicer na področjih, ki jih zelo dobro poznamo, predvsem v vaseh okoli, torej vzhodno od Hodoša, kjer so imeli celo svoj zelo privilegiran stražno-obrambni položaj, namreč celotno prebivalstvo 18 vasi tamle vzhodno od Hodoša je bilo osebno svobodno, niso bili podložni nikomur. In pa tule v dolnje lendavskem kraju, a ne, kjer so te vasi seveda bile etnično praktično povsem madžarske, tako da se je tukaj med obema elementoma jezičnima, še preden sta vedela sama zase, da sta en ali pa drugi narod, takaj seveda še ni, imela striktno razločene jezikovne medsebojne meje.
Če gremo potem, kaj čas gre naprej, če gremo skozi novi vek in tamle do 19. stoletja etnično se zadeve pravzaprav sploh ne spreminjajo se različni položaji, v katerem se velika večina prebivalstva tukaj nahaja. Prebivalstvo je namreč zemljiško podložno je svojim posestnim lastnikom. V to obmejno pokrajino pride od nekje 40 let ali pa sredine 16. stoletja tudi protestantizem, reformacija, ki je tukaj, tako kot na vseh drugih področjih v Donantulu oziroma v Predonavju izjemno močan. Tukaj ne deluje, tako da, kot marsikdo zapiše, tako ne deluje tisto znamenito reklo cuius regio eius religio, namreč madžarsko plemstvo za tole reklo, ki je bilo zakon v Svetem rimskem cesarstvu, ga nič ne briga, kajti oni so plemiči in plemiču madžarski kralj nima kaj ukazovati in mu nima ukazovati glede vere vse do konca 17. stoletja, kar je po meni bistven razlog, da se je predvsem na Goričkem ta vera ne samo utrdila, ampak tudi tako izjemno močno zasidrala. Treba je vedeti, da so se sicer veleposestniki na Goričkem, pa tudi tukaj dolje Prekmurju potem s časoma vsi konvertirali, se pravi prešli v katolištvo, medtem ko je nižje plemstvo, tisti armalistični sloj nižjih plemičev, ki so recimo imeli po 1-2 kmetiji vlasti, in jim vladar prav tako ni mogel narekovati vere, kakšno naj bi po njegovi vesti imeli. Tisti nižji plemiški sloj pa je ostal striktno protestantski in zaradi tega je protestantizem na Goričkem izjemno trdno vztrajal vse do 18. stoletja, ko pa so Anglečani dobili versko svobodo. Prehajam v 19. stoletje, kajti to stoletje je tisto stoletje, predvsem druga polovica 19. stoletja, ko se pa začno kazati prve res močnejše razpoke med tukajšnjima etničnima elementoma. Slovenski element seveda živi stoletja in stoletja tukaj svoje zakoreninjeno, predvsem podložno življenje. Vendar v to življenje po letu 1848, sploh pa po letu 1867, ko se naredi dualizem oziroma pogodba med avstrijskim cesarjem in Madžari o dveh enakopravnih polovicah, v to življenje zaseka madžarska liberalna politika, ki začne ustvarjati tukaj pogoje, konkretne predpogoje, kako bi vsi nemadžarski prebivalci te velikanske države postali tako državno kot državljani Madžari, pa tudi etično bi postali Madžari, po možnosti prej ali pozneje. Zatem pa je tukaj zasejano seme, reklo bi se vsega zla. Dotlej, prosim, zagotovo ni nikakršnih znakov v virih o kakšnih nasprotjih ali pa odkritemu zoprvanju. Seveda se niso nekako sporazumevali, se konec koncev tudi jezikovno niso znali, jezika sta namreč zelo si vsak sebi, ampak odtlej naprej s začetkom te politike, ki se z desetletja v desetletje pa pospešuje v smeri asimilacije, v smeri madžarizacije tukajšnjega slovenskega prebivalstva, pa gredo zadeve vedno bolj v smer krize. V smer krize namreč družbenega življenja, ko je prebivalstvo vedno bolj nezadovoljno in dviga glave ob tem, kar se mu dogaja. Ko beremo recimo o razmerah na prehodu iz 19. v 20. stoletje, in te razmere so morali biti očitno že res tako konkretno krizne, podobno kot recimo, kar bo kolega Franci tudi povedal, na štajerski strani, kjer je germanizacija prav tako močno napredovala, da ne beremo spomine, ko so učenci v šoli morali madžarščino poslušati že od 2. razreda, če pa so se recimo slovensko pogovarjali vsaj na hodnikih ali na dvorišču, so pa dobili klofuto, kar je danes nepredstavljivo. Tako da je dobro malce razmišljati, v kakšnem življenju danes živimo, kakšne pravice, privilegije imamo, kako pa je bilo recimo samo dobrih 100 let nazaj, se pravi 100 let, kakšne 4 generacije nazaj. Na tak način sem na hitro prišel tudi do časa Prve svetovne vojne, ko pa mislim, da bosta dosti bolj kompetentna sogovornika povedala še več. Hvala lepa. Hvala. Tak, če sem kar glasno zvučal. Sem Čuš Franc, doma iz Svetega Jurija ob Ščavnici, drugače pa še prej sem diplomiral
Na tedanji pedagoški fakulteti v Mariboru sem že začel učiti na gimnaziji Franca Miklošiča v Ljutomeru. Tako kot so moji rojaki pred 100 in več let prihajali v Prekmurje oziroma gostili svoje sonarodnjake iz leve strani reke Mure v svojih domovih, sem tudi jaz danes z veseljem prišel sem kaj med vas, da pač pogledam na dogajanje izpred 100 in več let iz perspektive desnega strani reke Mure, pa mogoče kasneje v polemiki še bomo kaj malo aktualizirali zadnja dogajanja, predvsem tukaj mislim na načrte o regionalizaciji Slovenije. Zdaj začel bom s mojim današnjim dnem. Obiskal sem v bistvu vse tiste kraje, ki so pomembno vplivali na dogajanja, ki so se dogajale tukaj v pokrajini ob Muri leta 1918 in pa 19 in kjer so bivali, bom rekel pod narekovajem, tisti glavni protagonisti, ki so prispevali k temu, da smo Slovenci kot narod v tem obdobju dobili eno izmed redkih pridobitev, kjer živijo ali pa so živeli Slovenci. Gre za malo manj kot 1000 kvadratnih kilometrov površja, na katerem je živelo nekaj čez 90 000 ljudi, od tega več kot 3/4 Slovencev. Edino Spodnja Štajerska je po prvi svetovni vojni prav tako, o kateri se je odločalo na pariški mirovni konferenci, in pa en majhen del Koroške, pripadla takrat novoustanovljeni kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. In to se je v nadaljnjem zgodovinskem razvoju izkazalo kot odločilno, namreč iz tega ozemlja, pa še tistega, kar je po drugi svetovni vojni, po londonskem, najprej po pariški mirovni konferenci, pa londonskem memorandumu pripadlo Jugoslaviji, iz tega leta 1991 potem nastala država Slovenija. Zdaj, če se vrnemo seveda nekaj desetletij pred letom 1918, v letu 1848, ko je nastal prvi politični program Slovencev, to je program Zedinjene Slovenije, katerega poleg Mateja Majerja Ziljskega je soavtor bil tudi naš rojak, eden največjih znanstvenikov ali pa največji znanstvenik, kar jih imamo Slovenci, Franc Miklošič, program Zedinjene Slovenije. In tukaj se kaže tisti element, katerega že profesor nakazal, to je jezik, ki je bil tisti glavni povezovalni element, ki je po eni strani povezoval ljudi med sabo, po drugi strani pa jih tudi kazal razlike oziroma ločeval. In v 19. stoletju, vsaj kar se slovenskih intelektualcev tiče, je bil njihov glavni cilj, da se učijo jezikov, da ne govorijo samo slovensko, ampak se učijo tudi drugih jezikov in jih proučujejo, med njimi tudi Miklošič. In sicer predvsem z namenom, da se lahko enakopravno vključujejo v družbo in lahko enakopravno, na primer, nastopajo proti drugim skupinam. Leta 1852 je bil narisan ali pa izdan zemljevid slovenskih dežel in pokrajin, kjer je v bistvu tudi že Peter Kozler Prekmurje uvrstil na ta zemljevid, kar pomeni, da je Prekmurje prvič nekako uradno, javno vključeno v ta enoten slovenski prostor. Namreč sodelavec Petra Kozlerja je bil tudi naš rojak, Prlek Davorin Trstenjak, ki ga je potem informiral, da na levi strani, na Madžarskem, živijo Slovenci. Eden prvi, ki je potoval po Prekmurju, ali bolje rečeno slovenski krajini, je bil Božidar Rajić, ki je leta 1863 potoval in potem o teh potovanjih pisal v tedanjih časopisih, časnikih, ki so izhajali. To je bilo v 60 letih, ko v bistvu šele začnejo bolj množično, ali pa ne moremo glih reči množično se pojavljati časopisi tudi v slovenskem jeziku.
Zdaj za štajerski del je vsekakor pomemben slovenski gospodar, katerega je začel izdajati prav tako naš prleški rojak Matija Prelog. In Božidar Rajić je bil glavni pobudnik najprej za organizacijo besede pri Mali nedelji, ki je bila posvečena Antonu Krempelu, avtorju v bistvu ene prvih zgodovin v slovenščini o Slovencih na spodnjem Štajerskem. To je zdaj tista paralela, ko se pogovarjamo s položajem, v kakšnem so pa živeli Slovenci v Prekmurju. Naslednje leto je ta narodno-kulturni shod zamenjal že narodno-politični shod. To je prvi slovenski tabor v Ljutomeru, ki je bil v bistvu posledica decembrske dualistične ustave, ki je bila prav tako omenjena, ki je monarhijo delila na dva dela in je dobila tudi ime Avstro-Ogrska. In takrat v Ljutomer pride tudi večje število prekmurskih Slovencev ravno iz teh krajev, iz tega ravninskega spodnjega dela, ker v bistvu prvič slišijo tudi za to idejo zedinjene Slovenije, torej Slovenci, da se zedinimo. In predvidevam, da je potem ta informacija, ta spomin na ta dogodek v Ljutomeru, ki še sicer doživel ponovitev tudi v Radencih in pa v Ormožu, da je to šlo iz ust do ust, iz roda v rod in da je ta zavest o pripadnosti ne samo znotraj Prekmurja, ampak temu celotnemu slovenskemu narodnemu telesu se samo krepila. Še posebej intenzivni so postali stiki med katoliško inteligenco z obeh straneh reke Mure v zadnjem desetletju 19. stoletja, ko je v Mariboru bil, bi lahko rekli, cvet bogoslovcev in ta cvet bogoslovcev so predstavljali trojica naših rojakov z desne strani, torej iz Prlekije, najstarejši med njimi Franc Kovačič iz Veržeja, potem 5 let mlajši Anton Korošec iz Biserjan, Sveti Jurij v Ščavnici in še 5 let mlajši od Korošca Matija Slavič, doma iz Križevca, oziroma rojen v Bučečovcih. In potem je prišlo do teh stalnih obiskovanj. Leta 1893 je v Slovensko krajino z Francom Gomilškom prišel Franc Kovačič, ki je potem tudi opisoval spet v tem štajerskem časopisju tako o Slovencih, ki živijo na drugi strani reke Mure, kakor tudi o jeziku, ki ga govorijo. Leta 1895 je novo mašo pel Anton Korošec pri Svetem Juriju v Ščavnici in te nove maše se udeležijo tudi številni bogoslovci iz Prekmurja. Zdaj najverjetneje tudi Jožef Klekl, starejši je bil na tej premici, katero je pel on 2 leti kasneje, 1897 in takrat, saj tako piše Franc Gomilšek, je bila, pa tudi Jerič o tem piše, je bila izobešena kranjska trobojnica oziroma slovenska dve zastavi. Ne? In to pomeni spet še bolj intenzivno to povezavo. Potem leta 1911 se v Veržeju začne graditi Marjanišče, katerega eden glavnih pobudnikov je bil ravno Franc Kovačič in to Marjanišče potem postane zbirališče tudi številnih prekmurskih Slovencev, ki tam tja prihajajo oziroma tudi prihajajo v šolo. Zelo pomembno vlogo je imela tudi Mohorjeva družba oziroma Mohorjeve knjige, ki so se v prvi vrsti po večini tihotapile preko reke Mure in potem se širile med slovenskim prebivalstvom v Prekmurju. Zdaj med Slovenci na obeh straneh reke Mure so bili seveda poleg teh stikov intelektualcev, predvsem katoliških intelektualcev, ker v bistvu duhovnikov, bogoslovcev drugih v bistvu skoraj da ni bilo, kar je bilo posvetne inteligence na desni strani reke Mure je po večini odšla drugam. So obstajali seveda tudi zelo intenzivni gospodarski stiki, za ta spodnji del je pomemben trg bil Ljutomer, za severni del Radgona, ko so prihajali kmetje preko Mure, seveda z brodi,
namreč prvi most je bil zgrajen leta 1922 v Veržeju, železniški most leta 1924, 2 leti kasneje, in prodajali predvsem kmetijske pridelke, po drugi strani pa na štajerski strani kupovali tistega, kar je v Prekmurju primanjkovalo, predvsem je bil to les in pa opeka. Potem so se spostavile tudi sorodstvene vezi, torej poroke, poročali so se, zdaj nikjer ne zasledimo, da bi se, ne vem, podeželsko prebivalstvo iz štajerskega konca poročalo, ne vem, z pripadniki nemške skupine, se pa poročajo s Slovenci iz Prekmurja, tako da ta povezava je bila. In pa še en element je pomemben, da je kar veliko število Slovencev tukaj iz tega vašega konca potem kupovalo tudi posestva na štajerske zemlje. Naprimer, priimek Tibavt, se pojavlja pri nas v naši župniji, izvira pa iz vaše župnije. Tako da te povezave so bile zelo intenzivne. No in če se potem gremo v čas ob koncu Prve svetovne vojne na Pariško mirovno konferenco, zdaj konec vojne je prinesel v Evropi zelo velike spremembe. To so začutili Slovenci še pred iztekom. 30. maja leta 1917 je v Dunajskem parlamentu dr. Anton Korošec v imenu južnoslovanskih poslancev iz avstrijskega dela monarhije, po večini so to bili Slovenci, prebral Majniško deklaracijo, v kateri je zahteval, da se Slovenci združimo v eno politično telo, takrat še sicer pod Habsburško-Lutarinškim žezlom. In sicer najprej ta deklaracija ni doživela nekega večjega odmeva, vendar ko je to deklaracijo podprl ljubljanski škof Anton Bonaventura Jeglič in ko je imel Korošec govor na Krekovem pogrebu, je pa se zgodila na Slovenskem ali pa med Slovenci deklaracijsko gibanje, ki je po zadnjih podatkih prispevalo več kot 320 tisoč podpisov in gre v bistvu za plebiscitarno odločitev takrat Slovencev, da želijo živeti skupaj v eni državi, takrat že tudi v bistvu najverjetneje izven habsburškega okvirja. Zdaj, večino teh podpisov so prispevale ženske in moramo vedeti, da takrat ženske niso imele volilne pravice in najverjetneje gre za eno najbolj množičnih, če ne že najbolj množično žensko gibanje na Slovenskem nasploh, kar jih je bilo. Zdaj, da je bilo monarhije konec in da Slovenci ne želimo več živeti znotraj monarhije, bi naj, zdaj če je ali ni, ampak vsaj tako se govori, Korošec jasno povedal ob priliki audience pri cesarju Karlu, ko ga je zavrnil in rekel, vaše veličanstvo, prepozno je, kar pomeni, Slovenci smo se odločili, da več ne bomo živeli znotraj Habsburške monarhije, ampak gremo po svoje. Torej, med Slovenci je prevladala ta jugoslovanska Koroščeva struja, ki je našla neko svojo prihodnost, novo pot na jugu z Hrvati in pa Srbi, za razliko od kranjske Šušteršičeve linije, ki je bila bolj proavstrijsko usmerjena. Seveda o usodi Prekmurja se je potem odločalo na večjih nivojih. En nivo je tukaj na samem terenu, v Prekmurju in pa v Prlekiji, drug nivo je Ljubljana in pa Beograd, odločilno besedo so pa potem imeli v Parizu na Pariški mirovni konferenci. Zdaj ne vem, če še malo še lahko govorim. Še 5 minut, dobro. No, da potem malo preskočim. Zdaj, danes sem bil s strani ene novinarke tudi vprašan glede paralel med Rudolfom Maistrom pa doktorjem Slavičem. Zdaj, Rudolf Maister je z vojaško akcijo nekako zagotovil, da je Južna Štajerska, za katero je nekako zastopal, interese katere je zastopal Kovačič na Pariški mirovni konferenci, zasedel z vojsko, z vojaško intervencijo. Medtem ko se je pa o usodi Prekmurja odločalo na diplomatski ravni. Torej,
sicer je prišlo do ene manjše vojaške akcije, ki je niso sprožili niti Slovenci, ampak je bila sprožena iz juga, iz Međimurja, strani Hrvatov. Delno so se priključili tudi Slovenci, ampak ne v tako velikem obsegu. To je sovplivalo tudi, da je kasneje se Maister odločil in ni posredoval v Prekmurju, kljub temu, da je v Ljutomeru, ravno v tej šoli, kjer sem jaz zaposlen, in jo je leta 1895 zgradila nemška Schulverein in njej ustanovila nemško osnovno šolo. Leta 1919 nastala Prekmurska legija, in kjer se je zbiralo tudi orožje, katerega je potem tudi Maister namenjal tej Prekmurske legiji, da zasede Prekmurje, vendar je v Ljutomer prišla razmejitvena komisija in tudi Korošec v Beogradu je odsvetoval vojaško akcijo, da se to vprašanje prepusti diplomatu na Pariški mirovni konferenci. In tukaj sedaj nastopi Matija Slavič, znanstvenik po profesiji, oziroma seveda teolog, ampak znanstvenik, ki je z znanstvenim pristopom potem dokazoval, kdo živi v Prekmurju in da tukaj živijo Slovenci. In potem jugoslovanske delegate oborožil s temi podatki, izdal več študij. Najpomembnejša je ta etnografska karta, ki je nekako bila najbolj nazorna, da so potem v Parizu videli. Potem jugoslovanski delegati so pa bili tudi toliko spretni, da so na svojo stran pridobili delegate določenih delegacij. Danes se veliko govori o pomenu in vlogi Douglasa Johnsona, potem Mihajla Pupina. Zdaj, kot smo pred časom prebrali en naslov v časopisu, da imajo Srbi velike zasluge, da Prekmurje pripade tedanji kraljevini SHS, bi lahko vzeli malo za rezervo, če predvsem bi zastopali stališče glavnega srbskega politika Nikola Pašića, ki je bil v tisti četverici jugoslovanskih delegatov, ki so se lahko udeleževali zasedanj in potem podpisovali mirovne pogodbe, je njemu bilo malo mar za slovenske interese, tako napram Italije, kakor tudi proti severu Avstrijcem oziroma Nemcem, kakor tudi vprašanje Prekmurja. Je pa dejstvo, da nekateri pa imajo določene, tukaj vsekakor velja omeniti srbskega geografa Cvijića, ki je vodil to etnografsko sekcijo, katere del je tudi bil Matija Slavič. In ravno na podlagi tega, te diplomatske spretnosti, dobrih podatkov, ki so jih dobivali jugoslovanski delegati ravno iz strani teh članov. Zdaj, Matija Slavič je sam potoval že jeseni leta 1918 po Prekmurju in zbiral podatke. Potem je imel tukaj zelo dobre informatorje, ki so mu pošiljali podatke, vsekakor med njimi najpomembnejši Jožef Klekl starejši, pa potem Jožef Klekl mlajši in tako dalje. In še za zaključek, da ne bom predolg, na koga se v tej zgodbi popolnoma pozablja, to je dr. Anton Korošec, katerega vloga se zelo minimalizira, ravno tudi glede vprašanja Prekmurja. Namreč Anton Korošec je v tem času, ko je prišlo do združitve, bil predsednik države Slovence, Hrvatov in Srbov in torej na čelu te sicer mednarodno nepriznane države, ki pa se potem združila s kraljevino Srbijo v kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. Bil seveda na pogajanju s srbsko stranjo tako v Ženevi, kakor kasneje v Parizu, se vrnil v domovino, ker do te združitve že prišlo, ampak je postal tudi postal podpredsednik prve kraljeve vlade. In zgodilo se je, tako tudi piše Jerič, naprimer, Jerič, da so v Beogradu dostikrat vedeli več kot pa v Ljubljani. Zakaj? Zaradi tega, ker je bil Anton Korošec tisti, ki jim je posredoval informacije, in potem je tudi jugoslovanska delegacija, ki je bila v Parizu na Pariški mirovni konferenci, seveda glavnino informacij dobivala iz Beograda, ne pa iz Ljubljane. In ravno Anton Korošec je potem tudi bil nekako tisti koordinator. Sicer je bil sprva namenjen, da bi zastopal tudi jugoslovansko delegacijo v Parizu, ampak so se potem odločili ravno na njegovo pobudo za dr. Ivana Žolgerja, ki pa bil tudi minister v eni zadnjih avstro-ogrskih vlad,
Razlog, zakaj naj bi se Korošec odpovedal tej vlogi, je slabo poznavanje jezika francoščine. In tukaj pravim, kako zelo pomembno je bilo poznavanje jezikov in naprimer Matija Slavič kot znanstvenik, proučevalec svetega pisma, poliglot, točno tako, je bil najboljša izbira za člana te delegacije, ki je potem lahko suvereno pariral ostalim na pariški mirovni konferenci. Zdaj, da zaključim, torej danes zjutraj sem se zbudil pri Svetem Juriju ob Ščavnici, se peljal mimo Koroščeve domačije v Ljutomer, kjer so se dogajale usodni dogodki leta 1918-19, ko so naprimer 3. novembra na velikem ljudskem shodu, katerega so se odeležili tudi številni Prekmurci, ravno iz Črenšovske župnije največ, slišali, da ni več Avstro-Ogrske in da bo konec vojne in da se ustanavlja nova država. Potem sem šel v Križevce do Slavičevega spomenika, se peljal v Mursko Soboto, seveda skozi Veržej, mimo Kovačičevega spomenika, skozi Dokležovje, mimo Jeričevega spomenika in potem skozi Beltnice, kjer se je 17. avgusta zgodila ta veliki ljudski shod. In pa seveda zdaj sem tu pri vas v Črenšovcih, kjer je večji del življenja preživel Jožef Klekl starejši. Tako da hvala lepa, da ste me povabili, pa da ste me poslušali. Vsem skupaj lep dober večer. Pa takoj tudi zahvala za povabilo, za zaupanje. In sedaj sem pač pomaknili iz obče zgodovine, bi lahko rekel, k osebni zgodovini oziroma osebnosti, ki je gotovo ena najmarkantnejši v polpretekli zgodovini Prekmurja. Pa mi naj bo dovoljeno, da navežem najprej misel o Kleklu na več mož. Nekateri oziroma mnogi so bili omenjeni. In sicer čisto svetopisemsko. Takole je modri Siral zapisal: hvaliti hočem vrle može naše očete v njih rodovina. So pa nekateri, za katerimi ni spomina, izginili so, kakor da bi jih ne bilo. Toda naslednji so vrli možje in ni pravična dela se ne pozabijo. Pri zavedi ostane njih zarod in njihovi otroci zaradi njih. Na veke ostane njih spomin, njihova slava ne ugasne. Mar ni ta Siralova misel zelo sodobna? Narod živi od ljudi, ki so spolnili svoje poslanstvo v korist vseh. Ti ne bodo pozabljeni, po njih se bo nadaljevala zgodovina. Marsikdo tudi od teh, ki sta moja predhodnika omenila, posebej pa še tudi ta, katerega obličjem navednica bi ne nekoliko približal, kar je seveda široka tema, praktično nemogoče vse, bi lahko rekli, so bili na nek način pozabljeni ali pa vsaj odrinjeni. In zato naj mi bo dovoljeno, da še nekaj preberem, namreč, da samo potrdim misel. Na slovesnosti v Kančevci v Prekmurju 24. avgusta 1997. leta, posvečeni 260-letnici rojstva Mikloša Kuzmiča in 140-letnici rojstva dr. Franca Ivanocija, je škof dr. Jože Smej poudaril: ne bi nihče odpiral meje v naši bližini. Takrat so odpirali mejo v Prosenjakovci in na Kobilju. Temveč bi odpirali mejo na Muri. Isti dan namreč sta bila odprta 2 prehoda. Če ne bi bilo najprej Mikloša Kuzmiča, ki je leta 1783 zapisal knjigo Molitveno na hasek slovenskega naroda. Ne bi odpirali meje tu, temveč na Muri, če ne bi bilo očeta ogrskih Slovencev, Prekmurcev, dr. Franca Ivanocija. In potem nadaljuje. Tudi njegovega kroga, v katerega so sodili, to dobro veste, pa vseeno naj ponovim, Petra Kolar, Ivan Baša, Jožef Sakovič, dr. Franc Rogač
in gotovo najpomembnejši Ivanocijev sodelavec Jožef Klekl. Glede na mladostno zagnanost in sorazmerno daljše življenje, pa smemo reči, da je Klekl Ivanocijev marsičem celo prekašal. Brez dvoma pa je bil kot duhovni kulturnik, nabožni pisatelj, pesnik, socialni delavec in politik odmevnejši. Vse je bilo njegovo delo kot predmet mnogi pismi in ustni razpravljanj, deležno mnogi odobravanj, po preteklosti pa žal še več kritik in pa tudi grobih napadov. Pa vendar polpretekla zgodovina, kakor cerkvena, tako posvetna, ne bo nikoli mogla mimo Jožefa Klekla. In zato kot vašemu rojaku ne morem nameniti dejansko vsega pomena. Rad bi pa, karkor me dejansko naslov vabi, dejansko obelodanil ali približal vsaj nekaj misli o njegovi besedi. Namreč njegovo, v navednici rečeno, najvažnejše orodje ali pa, če hočete, tudi orožje je bila beseda. Ne? Pa naj bo to, kar se tiče teološkega nauka ali pa domoljubljenega, narodnostnega pomena, kakorkoli. In v tem pogledu, da je pravzaprav Klekl storil največ. Osnovo za tisto, kar sta govorila tudi moja predhodnika, za priključitev, je dejansko storil največ s pisano besedo. Spomnimo se nekaj menikov iz njegovega življenja, zlasti tisti, kar se tičajo dejansko tega, da je bil med vami, tukaj v Črenšovci. Dobro veste, da je bil premeščen v letu 1902 v Incet, prej so bili omenjeni Hrvati. Zakaj? Ker so otroci odgovarjali na vizitaciji slovensko namesto madžarsko. In kmalu pa je bil pa to premeščen 1903. za kaplana v Črenšovce, ker je 8. decembra 1904. izdal Marijin list. Leto pozneje, 1950. je bil spet premeščen in sicer za župnika v Pečarovce k svetemu Sebeščanu, kjer je napisal molitveni hodik oltarskomi svestvi. Tam je tudi zbolel zaradi preobilice dela in je stopil 1. oktobra 1910 v Črenšovce v pokoj. Da o tem pravi spet čudovito Jože Smej. Na vide se je odmaknil nekoliko od poklica, bil narodni poslanec, ustanovil agrarno zadrugo, sezidal dom svetega Frančiška, dal pobudo za posojilnice in tako dalje. Tudi na vide se je omaknil, ker vse njegovo delo, publicistično in vodstveno, tretji red bratovščine in podobno, politično in karitativno, je bilo izraz le njegove duhovniške misli in duhovniškega poslanstva. Namreč pri ugotavljanju Kleklovega načelnega stališča in klene drže do slovenstva in dela za priključitev Prekmurja k Matici, tu se mi zdi, da je res potrebno poudariti, to se skoraj da zanemarja, ko se govori njem ali pa tudi piše, je potrebno izhajati iz njegovega življenjskega izkustva, ki je slanelo na nekne vpetosti med tem, kar mu je v odnosu do slovenskega ljudstva kot katoliškemu duhovniku narekoval Kristus in dane družbene razmere. V tem pa ni zanemarljivo dejstvo, da ga je življenje peljalo skozi več političnih sistemov, od klasičnega, preko liberalnega, bolševističnega, saj za nekaj mesecev, potem stalinističnega in titoističnega po drugi svetovni vojni. Zanimivo pa je to, da obtožnica, prebrana v prvi dne soboteljskega zapora, ga je v prvi točki bremenila, da je bil slovensko čuteč. Zanimivo, ne? In tu bi sicer, tako bom rekel,
lahko razpravljali, ker se je nasrkal vse on slovenskega čuta, od družine, celo bogoslovja in tako dalje, bi lahko naštevali dejansko v resnici še in še golit, odkot je dejansko črpal dejansko moč za slovensko pričevanje tudi v najtežjih okoliščinah, ko je bil celo interniran, torej 41. leta do 45. leta vse do Melko. In ne gre pa pozabiti, namreč, da je ta gremij, ta povezanost, njegovo življenje, povezanost z globokim duhovniškim čutom, dejansko vrela iz vsega njegovega dela. Seveda najbolj iz publicistike. To smo vsi priče. Kdor pozna le malo, kalendar srca Jezušovega, mesečnik Marijin list, kdor pozna novine, bo dejansko to potrdil. In naj se samo za trenutek ustavim pri novinah. Kot najvažnejši publikaciji, s katere, kot pravi tudi Matija Slavič, največ storil za pridružitev Prekmurja k Matici. Naj se ostavim samo nekoliko dejansko torej obnovina. K oblikovanju dejansko slovenskega čutenja v njem, kot sem omenil, je dejansko prispevala družina, bogoslovje, potem stiki z štajerskimi Slovenci, duhovniki in tako naprej. Slišali smo malo prej, da je bilo celo na njegovi premici prvič izobešena slovenska zastava in tako dalje, preko Gomilška. In to je dejansko potem hranil še naprej. In še kako krepko. Saj gledajte, kalendar, če najprej poudarim, kalendar srca Jezušovega, katerem ga je sicer izdal najprej Ivanovci. Prevzel pa je dejansko uredništvo, kasneje tudi Klekl, je nastajal, bi lahko rekli, pod njegovim duhom, navednica. Da ne bom govoril potem o Marijinem listu, ki je pel slavo Mariji desetletja do 1941. leta. Toda kot rečeno, pa je najbolj izrazito, narodnostno, dejansko izžareval slovenstvo časopis oziroma tednik Novine. Zanimivo, da si ga je drznil Klekl pisati v Gajici. Naj preberem, škoda, da tega pisma namreč nisem imel prej, prednedavno mi je prišlo v roke, kako velik pomen so bile Novine in pa njegov tisk že v času, bi lahko rekli, njegovi sodobnikov. Pismo, ki ga je pisal v Bakovci 8. julija 1970. Ivan Jarič, generalni vikar, in sicer zgodovinarju Ivanu Škafarju na Kebel. Takole pravi, med drugim, samo da poudarim važnost dejansko novin. Domači tisk je zelo vzdignil narodno zavest prekmurskih Slovencev. Tako da madžarski krogi z domačim tiskom niso odvrnili Prekmurcev slovenstva, ampak ga v njem poglobili. Zlasti se je to zgodilo, ko je Klekl za svoj tisk mesto madžarski črk vpeljal za ves svoj tisk Gajico. To je tako razburilo madžarske oblastnike, da je po izidu prve številke Novin za 4 ure že lendavski okrajni glavar poslal Kleklu Rožnika, ki ga je zasliševal, kaj naj pomenijo novine tiskane v Gajici. Kako je razburilo torej oblastnike, že tisk v Gajici. Zanimivo še to eno povem, kakšne borbe je vodil Klekl na račun Gajice celo med vojno, ko je izdal knjižico Kasap Ištvan in je izdal v Budimpešti pa celo v Gajici med vojno, kar je praktično skoraj nonsens. Tako je razburil torej madžarske oblastnike, da je po izidu prve številke Novin za 4 ure že lendavski okrajni glavar poslal Kleklu Rožnika, ki ga zasliševal, kaj ne pomeni novine tiskane v Gajici. Klekl je že prvi številki Novin zapisal:
branimo krščanstvo, ljubimo svoj jezik, svoj narod, svoj dom, na delo. Klekl res ni imel pri svojem tisku kakršni jugoslovanski konceptov, pač pa slovensko narodozavest. Poudarim tukaj tudi Korošca, ki ste ga vi prej omenili. Pa saj jugoslovanski in državno konceptu tudi politiki in ljudje na avstrijski strani niso imeli. Korošec tudi v svoji majniški deklaraciji misli na Jugoslavijo pod Habsburžani. Klekl je za narodno prebuditev veliko storil, zlasti, ko je svoj tisk pošiljal vojakom na fronto v prvi svetovni vojni. V zahvalni pismi Kleklu za pošiljanje slovenskega tiska kar odseva iskrena narodna zavest. Mimogrede omenim spet. Hvala Bogu, ohranjenih je veliko pisem vojakov Kleklu nazaj, ki čudovito izžarevajo, kar bi človek rekel, hlastajo potem, da bi kdo se uprejel kakšne naloge. Samo iz te pisem. Narodnost in pa zavest, ki so jim budile novine, ki je Klekl pošiljal na fronto. In zahvalni pismi Kleklu za pošiljanje slovenskega tiska, kar odseva iskren narodna zavest. To je Kleklova velika zasluga. Zato ljudje na Dolenjskem 1919. leta tako kompaktno stopijo skupaj in so navdušeni za zedinjenje z Jugoslavijo. Da, to so bile novine. Veliko bi lahko o tem govorili. Res pa je ena stvar, da Klekl o novina sam takole piše. Naj še mi bo to dovoljeno, da preberem, ker drugače, če bi govoril takole prosto, se mi zdi, da bi zmanjkala prava konotacija. Takole, tu smo Slovenci, to je bila naša narodna zastava. Štere glasila namreč novine, glasila našo volo, ostati Slovenci in ta vola nas je dozorila za osvoboditev združene z brati prek Mure. Če bi bili neizobražena čreda brez slovenskih knjig, novin, se ves svet ne bi brigal za nas in bi nas pustil v ogrom. Naš tisk pa je svedočil našo kulturno zrelost. In še poudarim Slaviča, ki pravi takole. Kleklovo najzanimivejše delo pa je ustanovitev in izdajanje urejevanje tednika Novin. V začetku so bile novine le verski tisk in so kot take služile veri in kulturi. V slovenščini pisane novine pa so obenem vzbujale in ohranjale narodno zavest, katere v tem času ni imel skoraj noben prekmurski šolanec, razen maloštevilnih katoliških duhovnikov. Konec navedka. To je pisal sam Slavič o tem. Seveda novine oziroma tisk niso bile edina dejanja, spet navednice rečeno, kar je Klekl stvoril za pridružitev. Naj navedem samo še nekaj takšnih elementov. Zelo na kratko. Povezanost Klekla z doktorjem Matijem Slavičem, to je bilo že poudarjeno. Prek njega z doktorjem Korošcem, Darje Škofom Jegličem, kot tudi mnogimi sorodnjaki, kar je bilo že prav tako povedano na levem bregu Mure. Potem tabori. Na shod, ki ga je 20. oktobra 1918. organiziralo Madžarsko društvo za pomrčevanje v Murski Soboti, ob svoji 25-letnici so ga obvezno mogli držiti vsi učitelji in uradniki, da je izpovedali svojo nemajhno zvestobo in izpričevali dejansko korenine madžarske države. Na shodu so navrgli nasproten rezultat. Zakaj? Ker je Klekl poslal tja svoje ljudi, ki so dobesedno shod skoraj da razbili. Prav tako je teden dni pozneje poslal Klekl na ljutomerski shod svoje ljudi z resolucijo zahtevo po priključitvi Prekmurja k Sloveniji. Po dogodku s Kleklom je Narodni svet Maribor organiziral v Radgoni 26.12.1918 prekmurski shod, ki je manifestiral enako željo Prekmurcev. Potem načrt za avtonomijo. To marsikdo narobe razlaga. Kdor dobro pozna, bo potrdil, da je dejansko Kleklova zahteva po avtonomiji bila samo dejansko odlaganje odločitve. Kdor globlje spoznate, tudi iz ozadja predlaganega načrta namreč avtonomije madžarske vladi nekateri prekmurski domov na čelu s Kleklom v začetku leta 1919 tli delo za priključitev k matici.
ker iz načrta med drugim prav vplivo izstopa Kleklova taktika zavlačevanja oziroma pridobivanja časa do odločitve mirovne konference v Parizu, kar je razvidno iz obstoječih dokumentov. Val navdušenja za Slovenijo dalje so krepili tudi Kleklovi tako imenovani širitelji, kar marsikdo pozablja. Marijinega lista, novin, skratka spet njegovega tiska. Vsi zavedni Slovenci, ki so pravzaprav bili edina, čeprav neregistrirana, a še kako opazna, pomembna slovenska organizacija. Na kar se dejansko pozablja. To so bili zavedni Slovenci in prav iz te širiteljev je dejansko tudi izbiral potem ljudi, ki je pošiljal na te tabore in celo v Budimpešto, kar se tiče pogovorov o avtonomiji. Dalje, Kleklovo dopisovanje, pošiljanje novin, že prej omenil, z vojaki na fronti. In ne nazadnje, njegovo delo z raznimi, v navednico spet rečeno, organizacijami, tretjim redom in tako naprej. Vse posod se je izžarevalo dejansko slovenstvo. Bodi dovolj, da ne bom predolg. Sicer pa, kaj več, prej že gospod dr. Karel povedal, lahko preberete tudi v knjigi.